Ob vsakoletni konferenci, ki ga prireja Ministrstvo za infrastrukturo, smo tudi tokrat se lotili tematik, ki bodo na nek način vplivali tudi na razvoj naših mest. Polona Demšar-Mitrović, lepo pozdravljeni. O čem bo letos tekla beseda, če vemo, da smo lani govorili recimo o parkirnih mestih, o pametnem parkiranju, kaj bo tukaj rdeča nit? Ja, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za infrastrukturo. Letošnje leto je Evropska komisarka za mobilnost in promet namenila multimodalnosti. To je tema, ki je pravzaprav v tem prostoru trajnostne mobilnosti že ves čas prisotna. Tako da se vprašamo, zakaj pravzaprav letos ta multimodalnost, ne? Dejstvo je, da multimodalnost ni dovolj izkoriščena in da nudi ogromno potenciala. Kako kombinirati različne oblike potovanj za dnevno mobilnost v službo, v šolo, po dnevnih nakupih, da bomo potovali čim bolj učinkovito z vidika časa, denarja in nenazadnje tudi na nek način našega zdravja. Ker vemo, da če se gibamo, da če nismo v stresu zaradi gneče v prometu, če niso mestne ulice obremenjene s preveč prometa, da je življenje v takem mestu zdravo, prijetno in da smo zato lahko srečni, ker tudi naslov današnje konference je Aktivna mobilnost osrečuje. Kako lahko prepričamo uporabnike, da bodo na nek način srečni, ko bodo aktivno mobilni? Slovenci še recimo nekaj desetletij nazaj smo bili navajeni, da se do strogega mestnega jedra, tudi tu v Ljubljani, recimo pripeljemo z avtomobilom in tam celo parkiramo. Ja, spremeniti dnevno rutino, spremeniti potovalno navado je nekaj najtežjega. Marsikdaj je lažje zgraditi kolesarsko stezo, kljub temu, da primanjkuje vedno finančnih sredstev, kot ljudi prepričati, da je to dobro. Zato je treba imeti dobro strategijo tako na ravni občin kot na ravni države, kako nekako z tistimi omejevalnimi ukrepi in spodbujevalnimi ukrepi ljudem pokazati pot, možnost. Tle je cela vrsta aktivnosti, ki jih izvajamo na ministrstvu. Ena od teh so recimo mobilnostni načrti za ustanove, kjer ravno kar pripravljamo smernice, ki jih bomo drugo leto intenzivno promovirali. Kako dejansko človeku pokazati, glede na to, kakšne možnosti ima v prostoru in mu ponuditi možnost. Tle treba delati veliko tudi na individualni ravni, ni dovolj samo neka splošna ozaveščevalna kampanja. Aktivna mobilnost osrečuje. Mi smo naleteli na eno raziskavo ameriške univerze oziroma celo ameriškega centra za urologijo, kjer so napisali, da naj bi zmerno kolesarjenje oziroma pri tistih, ki so zmerno kolesarili, opazili tudi, kako naj temu rečem, boljšo aktivnost tudi boljšo aktivnost med posteljnimi dejavnostmi. Tako da je ta sreča tudi na ta način nekako povezana. Jaz mislim, da zmerno gibanje, kakršnokoli, verjetno ne samo kolesarjenje, sigurno predstavlja podlago za zdravje in vse, kar temu sledi. To so kompleksne zadeve. Tu ne moreš pristopati k reševanju problemov kot nek strogi prometnik, kot nek strogi prostorski načrtovalec, ki ureja prostor, ampak moraš gledati zadevo širše. Človek je eno kompleksno družbeno bitje, ki se ne bo spremenilo, če mu za to ne boš ustvaril dobrih pogojev. In moramo razumeti tudi ta družbeni vidik, socialni vidik, vključevanje vseh ciljnih skupin v družbo. Tle so recimo otroci, mladostniki, ki avta ne vozijo. Teh je precej. Tu so starostniki, ki ga ne smejo, ne morejo več voziti. Tu so ljudje, ki zaradi raznih razlogov avta ne morejo imeti. Tako da mi moramo gledati na družbo kot celoto, ponuditi družbi kot celoti in v tej fazi potem vključevati tudi tiste, ki si avto lahko privoščijo, vendar jim ga pač smiselno omejiti. Tle je treba govoriti tudi na nek način o zlorabi avtomobila. Avto je lahko zelo koristen, vendar mi smo ga začeli zlorabljati. To, da se usedeš v avto in se zapelješ 3 metre do trgovine, je res grozno. Glavna alternativa verjetno tu je kolo. Slovenska mesta so tle specifika. Zdaj mi se velikokrat zgledujemo po tujini, vendar je treba vedno pogledati, kaj je specifika naše države. Mi imamo samo majhna in srednje velika mesta, ki so v večini primerov zelo dobro dostopna peš ali s kolesom. Zato je smiselno tema dvema transportnima načinoma dajati poudarek. Za dnevno mobilnost iz periferije v mesta pa je treba zagotoviti seveda dober javni prevoz, prestopne točke, kot so recimo park and ride, prestop na javno kolo, dobre površine za pešce, od koder se lahko prijetno pride recimo skozi park, narediš že prijetno s koristnim, medtem ko hodiš v službo.
Pa ne smemo pozabiti na to, ne? Živimo v močno in hitro spreminjajočem se svetu. Mi imamo zdaj te alternativne oblike mobilnosti, ki so zelo uporabne za območja z redko poselitvijo. Mobilnost kot storitev je vedno bolj na dlani, tako da moramo slediti tem spremembam in se prilagajati. Krško in Novo mesto sta letos nagrajeni mesti. Kaj ponujata recimo več, kaj bi lahko recimo tudi druga mesta od njih prevzela? Ja, mi vsako leto na koncu Evropskega tedna mobilnosti izberemo najaktivnejše občine. Lani smo zbirali 2 v kategoriji manjših občin in kategoriji mestnih občin. Obe občini Krško in Novo mesto sta v lanskem letu izvedla res veliko število aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, tudi trajnih ukrepov, ne samo promocije v času enega tedna od 16. do 22. septembra, ampak celoletna aktivnost, ki prinese dejansko spremembe v prostoru, te pa potem promoviraš v času ETM-ja. Danes gostimo tu na konferenci tudi kar veliko tujih strokovnjakov. Kaj je tisto, kar bi se lahko naučili iz tujine, kaj so dobre prakse, ki jih lahko implementiramo tudi pri nas? Ja, vse veste kako. V tujini so na nekaterih področjih razvili stvari prej kot v Sloveniji, vendar tu ne smemo pozabiti, da imamo tudi v Sloveniji kar nekaj mest, ki se lahko postavijo ob bok najnaprednejšim, tudi v Slovenijo prihajajo gledati dobre prakse. Tako da to je od primera do primera, ne. Recimo gospod Karl Reiter iz Gradca nam bo predstavil predvsem aktivno mobilnost in to zeleno mestno logistiko, tu pa smo malo v Sloveniji zadaj, ne. Lahko rečem, da smo recimo na področju celostnega prometnega načrtovanja, teh površin za pešce, kolesarje smo tle zdaj pohiteli, delamo stvari, skušamo loviti za celotno Slovenijo, ne bom rekla zdaj za posamezna mesta, ki so nekatera tudi že naprej. Pri logistiki, to se pravi dostavi v mestnih središčih, pa malo še šepamo, ne. In tu bi radi zdaj ravno s tem današnjim gostom dali eno idejo in podlago tudi za delo tu. Najlepša hvala. Prosim.